kaj bi lahko bil. Ne? Ker takrat sem delal komedijo, ampak sem že kelnaril vmes, vozil sem pice, kar ti vzamlja fokus, vzamlja ti energijo in hkrati, ne vem, en dan nastopiš, se spomnim prav v Ajdovščini, sem imel res dober nastop in te res napolni in drugi dan strežeš 100 Kitajcem v eni restauraciji in nam je to ful vplivalo na psiho, kaj sem sploh, jaz mislim, kdo sem. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Aužner. Hej, Žan. Živa. A je smešno, ko smo že zdaj to klepetali, da te še zdaj pozdravim? Ne, mislim, sem navajen, da pred snemanjem je en vibe, pol med snemanjem drug vibe, ampak veš, kaj mi gre? Škoda mi je tega, ker so vsi ful bolj sproščeni pred snemanjem. Pol, ko žgeš kamero, tako zgubi se en moment, ampak ne vem, pol rabiš nekaj časa, da spet padaš v ta sproščeno vzdušje, da poveš kaj več. Imaš prav, ja, ker jaz tudi vedno tak, vse si me videl zdaj. Malo pa, lasi, okej, hej. Zdaj smo pa klekali, zdaj pa gremo, 3, 2, 1, zdaj nas vsi poslušajo. Da mi povej, kakva je tale ura za tebe za snemanje? A si bolj zgodni tip ali bi še malo spal? Veš kaj, mislim, vedno bolj ugotavljam, ne, da mislim, vse je cikl, ne, tako kot se zemlja vrti, kot se leta obračajo, se mi zdi, da tudi moje dojemanje dneva se spreminja. Ne. Včasih sem ponočeval ful, ne, sploh v mlajših letih, zdaj sem se ponavadil, da hodim spat čim prej in sem gotovo, da če spiš med 10 pa polnočjo, ta spanc je toliko vreden, ti ne moram povedati, če greš po polnoči, pa spiš pa lahko tudi do poldan, ni isto. In moram reči, da so mi jutra ful lepa, ful so mi ljuba in mi je bilo vedno žal, ker jih nisem dočakal, pa jih nisem doživel. Zdaj sem se pa navadil, ja, da pač kar vstajam, no, pa probam iti prej spat, pa ne gledam telefon, da me ta bela svetloba ne toliko razživi. Ja. Mislim, veš kaj, sem imel res težave z dobrim počutjem, mislim, da se nisem dobro počutil in da res probam čim več dejavnikov pripelje do tega, da se boljše počutim in spanje je definitivno ful pomembno. Jaz se tudi s tem strinjam, ker odkar sem začela tako v 10, 11 je že ta in se res pozna ta spanec pred polnočjo, no? Ja, Pa ful. nekateri ne verjamejo. Teda, morajo probati. Ja, pa tudi več časa moraš to delati in pa se sprašuješ, zakaj se boljše počutim tudi zaradi tega. Ja, mislim, ful je dejavnikov, definitivno. ali pa tudi prehrana, recimo ful je enih dejavnikov, ali pa alkohol, ali pa sladkarije, ful se pozna. No. Res so minimalne stvari, ampak se pol nalagajo in ta mozaik se zastavi pač v to dobro počutje. Ne. Si pa dan začel s kavico, si mi že povedal, da si že kafetkal. Ja, in ti si mi dala še en šus, jaz čakam, da me bo kap. Pač očitno sem še premlad, da bi me, pijem pa espresso brez sladkorja in mleka, ker se mi zdi ok, boljše kot če bi še kaj si dajal noter, ali pa popravljal to kavo, ne, kot se reče koreto. In mi je pa to, ko si natočen kavo, pa gledam pol skozi okno, to je meni tak nek mir me prevzame in mi je res lepo, ne, res uživam v teh jutranjih kavah, tako da jaz bi to delal tako za denar. To mislim, da bi jih marsikdo delal. Kaj imaš lep razgled? V bistvu res, ja, imam na en parkec in je lepo, ker v Ljubljani zna biti kar hrupno, ne, zaradi cest in vlaka, recimo, če si ujet med te dve prometni žili, ne. Ampak na srečo so še večji bloki okrog mene, ki mi zadušijo ta hrup in dejansko, sicer zjutri moram reči, da me zbujajo vrane, jaz ne vem, kaj z njimi, one se derejo že ob 6, 7 na pune hamre, ne. In pol probam to okno zapret, ki ga imam v spalnici in si pustim eno tam v kuhanci. Tako da ja, imam ta parkec, to mi je kar všeč. Pa zdaj, veš, jeseni pol listi odpada, pa pol spomladi veš, kako tudi cveti, pa poleti vse zeleno, tako doživljaš letni čas. Sam snega ni. Ne, tega pa ni trenutno. Pa si eden tistih, ko rad opazuje ljudi, kaj počnejo, te to tak... Ja, to je moj hobi. Aha. Pač jaz grem dostkrat v center Ljubljane na kavo in sam gledam ta folk, ki hodi mimo, te obraze, te obleke, način hoje, način komunikacije, hitrost hoje, vse, ja, to mi je še lepše, če nisi v lokalu, ampak da si v enem štuku malo više, da jih gledaš dol. Mogoče prije kle zraven tudi ta občutek nadzora in več vrednosti, da se zavedam, da imam težave s tem, ne, ampak ja, mi je ful zabavno gledati folk, valjda. Se meni to tudi. V bistvu lahko grem kamot sama na kavo, ko verjetno marsikdo ne more, no. Mislim, poznam ljudi, ki ne morejo iti, mi je tak
brez veze. Mislim, že zaradi svojega poklica, ki ga upravljaš, je ful dobro, da ti je zabavno opazovati folk. Ja, to je res. Tebi pa tudi, ker verjetno iščeš inspiracijo. Ja, veš kaj, meni se zdi, da mislim, fajn je biti komik, ker je ful odprta forma v resnici. Ne? Ti pač moraš ljudi pripeljati do smeha. Zdaj, na kakšen način boš to naredil? Ali se boš slekel, ali boš pel, ali boš whatever, je vseeno. In pol je to polje raziskovanja ful široko. Lahko bereš knjige, lahko gledaš znanstvenike, lahko gledaš sam ljudi na ulici, res je neskončno morje inspiracije. V bistvu polja, katerega lahko obdeluješ in pol to zmelješ v moko in to moko predelaš v džovke, v neke rogličke in kruhke, ki ga folk pol pojem in reče, ful dobro, ali pa kaj si pa to naredil? Ampak daj pa še, zdaj si že povedal, da si komik, verjamem, da to veliko ljudi že ve. Mi je pa bilo zelo smešno na tvoji spletni strani, ko si napisal, oziroma nisi ti napisal, ampak da ne pišeš opisov sam sebe. Ja, res, mislim jih. Mogoče to sem delal v preteklosti, zato ker vsak organizator, ki naredi nek stand-up, ali je to v nekem lokalu, ali je to v nekem mladinskem klubu, želi imeti fotografijo in tvoj opis. Ja. In vsi komiki, ki smo mladi, pač valjda imamo neke fotografije, ali so to z nastopov, ali celo imamo kakšne frende, ki naredijo fotke. Zdaj je to ful lažje, takrat pač si imel tiste fotke od organizatorjev, ki so ti poslali in opisa ni bilo, ne, in smo si jih mogli pač sami spisati. Enkrat mislim, da sem celo videl, da ga kar en spis in sem bil, ok, to bom ponudil. Za na spletno stran sem povedal, da rabim neko opis, mislim, tam ne, Ja. sem videl tako ta about, veš, ni bilo tako cool. Dajmo imeti slovensko mestnico s klicajem. Ja, to sem tudi opazila, ja. In sem dal pač tej eni prijateljici, ki je tudi mimogrede moja lektorica vseh tekstov, ki sem jih spisal, ker sem pisal tudi kolumne za Radio Trsta 5 let. In mi ona se lektorira in me res dobro pozna, ker veš kaj je fajn, ker ti nekdo lektorira, da ti da v opombe, če si mislil to, moraš napisati tako, ker nisi povedal tega, ker te poznam, kaj misliš in vem, da si mislil to, tako da napiši tako, razen če si mislil to, pol lahko pustiš. In sem jo pol prosil Marušo, če mi lahko ona napiše opis in ga je, ja. Tako da dejansko si ga nisem napisal sam, kljub temu, da bi bila fora, da sem napisal, da si ga ne pišem sam in bi ga napisal sam. Sem že sumila, da je mogoče malo tukaj. In ful ljudi to sum in moram res razlagati, in pol izpade, kot da se ven vlečem in da lažem, pač ampak ne, dejansko ga nisem napisal sam. Ampak bi zdaj to prekršil in se mogoče danes kar sam opisal. Aha, ja, lahko. Jaz se najrajši opišem, kot da sem človek laik, ker mislim, saj hočem biti človek, ne. Sem pa laik zato, ker nisem profesionalno človek, ker ne znam to biti, ker sem prvič človek, ne, prvič se trudim biti človek. Tako da mi je ker to je najhujše, recimo kolega Joco, Jože Robežnik, ki ima svoj video podcast, tam prideš in on vedno da vse možne nalepke gor na te, scenarij, komik, igra. Tako, itak to dela zato, ker se zafrkava, ampak mi je res grozno, da imaš ful eno paleto nekih nalepk. Prvo, ni fair do unih, ki so v neki sferi ful boljši v tem, ali pa so poklicno to, ne. In pol izpade tako, ta nek multipraktik, ful stvari dela, ampak v ničemer ni zares dober, ne, in je tako, da jaz sem sam človek, no, kaj pa če sem človek, ki se izraža pač na različne načine, ne, tako da, ja, človek izkoč neke potrditve in notranje pomiritve, I guess, ne. Ampak ukvarjaš se pa z mnogimi stvarmi, no? Da povema, vsaj malo. Ja, mislim, se mi zdi, da je humor ta neka rdeča nit mojih stvari, kljub temu, da v resnici imam rad tudi drame. Pač, ko pišem neke te mini scenarije za neke kratke filme, pač to gre res v črnino, mislim črnino, ni tam dosti humorja, no. Tudi dostikrat odigral sem že kar nekaj predstav in včasih režiserji želijo, da imaš nek monolog in ker vejo, da sem komik, želijo, da si ga napišem sam. In se spomnim pri prvi predstavi, da sem za ta Bog pomagi, ki je bil pred leti, sem napisal monolog in ga prebere producent, ki reče, ja, to je vse res, ker si napisal, sem res depresivno in pa sem ta tekst vzel in sem ga prepisoval smešno, pa ok, to je to. Tako da očitno je začetek zelo žalosten ali pa depresiven, ampak ga pol preslikaš v nekaj smešnega, ne. Ja, sploh ne vem, kaj je bilo vprašanje. Ker zgubil sem se, kar nekaj govorim, oprosti. Ne, da malo povema, kaj delaš, kje so te videli. V bistvu si bil voditelj tudi ambientov in pa družinskega dvoboja. Ja. Pred temi ambienti, jaz sem bil
po mojem, da je več kot 10 let nazaj, na audiciji RTV Slovenija za razvedrilni program, kjer nas je bilo, mislim, da prijavljenih 300, povabili so jih 150, pol so nas zožili na 50, na 20, 10, 5, in na koncu smo ostali 3, 2 punci in še jaz. In sem dal vso to izobraževanje skozi na izobraževalnem središču RTV, ker je super, ne? Imaš od neverbalne komunikacije do neurolingvističnega programiranja, do govora, stoje, sede, v hoji. No, to sem te hotela vprašati, ker je pisalo, da si se šolal za govorca na RTV Sloveniji. Ja, mislim, Ivan Lotrič med drugim me učil interpretacije in sem mu ful hvaležen, ker je ustrajal, da sem se ene stvari naučil, da ti je vzbudil občutek za besedilo, ne? Ker ti lahko, ko prebereš besedilo oziroma ko ga gledaš napisanega, veš, kaj pove, zato ker imaš ločila v govoru, pa moraš ti to povedati, ne? In se da isti stavek povedati na recimo 3 različne načine, da boš povedal to, da je nekaj dobrega, da je to nekaj slabega, da je to nekaj tretjega, ne? Res moraš vedeti, kaj počneš, ne? In to me je recimo Ivan učil, Miša Molk me je recimo učila interpretacije pred kamero, ne? Ja. Res so bila vrhunska izobraževanja. No? In takrat sem bil kot mulc, ne, okrog 20 let, sem bil ful izbirčen, kaj bi delal. Ne? In res se nisem čutil sposobnega za nič. Meni so ponudili glasbeno oddajo in sem bil, jaz res ne vem nič o glasbi in meni se ne zdi fair, da jaz to delam. Zato, ker gledalci tisti, ki jih to zanima, ne bo fair do njih, da to dela en šalabajzer. In pol tega valjda nisem dobil, ker sem idiot sam rekel, da nisem sposoben za to delati. Ampak se ti zdi prav, da si to povedal? Mislim, ne zdi se mi prav, ker sem bil idiot v tem smislu, da sem zgubil to delo. Zdi se mi cool, ja. Mislim, več bi moglo biti v življenju tega, da bi ljudje sami povedali, jaz tega nisem sposoben delati ali pa si tega ful želim, naučite me, ampak kle sem tanek pač. In če moram kle biti ful naloaden z enimi podatki, če moram biti kle usposobljen in imeti veščine, dajte me to naučiti, ne. Ker se mi zdi za voditelja in tudi za novinarja, da si dovolj zvedav, da si vedoželjen, da res te človek zanima, ne? Ker pač jaz lahko nič ne vem o drsanju, ampak če me dovolj zanima en človek, želim preko njegovega dejanja, kjer je ful dober, zvedati ful stvari od njega, ne? In se lahko tudi sam ful naučim, ne? In z tega stališča mene glasba zelo zanima in ustvarjanje glasbe. In zdaj bi z veseljem delal na glasbeno oddajo, ampak takrat nisem, ne. In pol sem šel vmes v Avstralijo za pol leta in ko sem se vrnil, sem bil tako, tam sem pravil neke krožnike in sem se sprašal, budalo, ti bi lahko bil komik v Sloveniji. Veš, ko greš stran, ko mi vidiš, kaj bi lahko bil, ne. Ker takrat se mi je, pač sem delal komedijo, ampak sem že kelnaril vmes, vozil sem pice, kar vzamlja fokus, vzamlja ti energijo in hkrati, ne vem, en dan nastopiš, se spomnim prav v Ajdovščini, sem res dober nastop in te res napolni in drugi dan strežeš 100 Kitajcem v eni restauraciji in name je to ful vplivalo na psiho, kaj sem sploh, jaz mislim, kdo sem. In potem kar bojo. Kaj pa je pol prekinilo, da si se pa odločil, da pa greš samo to pot? Prav ta Avstralija, da sem malo prekinil te neke ustaljene vzorce v Sloveniji, ne, ker je ful težko lomiti vzorce in te algoritme svojega gibanja, komuniciranja z ljudmi, če si stalno vpet v to dogajanje. Ne. To je res naporno. Če se pa odmakneš, pa vsi malo pozabimo, ko je bilo, in prideš z neko svežo glavo in oni pridejo z nekim svežim dojemanjem tebe in je lažje. In ko sem se vrnil, sem bil kar odločen, da bom komik. No. Pač sem prišel domov in sem bil ta človek na misiji, jaz bom komik, ker v komediji so včasih s Perico Jerkovičem veljala za ne človeka, pač človeka, ki govori samo ne, pač tako zelo kao izbirčna, ampak in za nič sposobna. Ne. In potem sem se odločil, jaz bom govoril samo ja, in ko je prišla ponudba za ambiente, sem rekel s prve ja, ampak tisti Žan, ki je rekel ne glasbeni oddaji, bi rekel tudi ambientom ne. Ampak takrat sem prišel z drugo glavo in sem rekel, ja, jaz bom to delal, pač in sem to pol delal. In se mi zdi tako solidno, no, pač ni bilo vrhunsko, ni pa bilo slabo, ne. Ampak prej si mi malo omenil, da se ti zdi, da prevečkrat rečeš ja. Res? Ja, mislim, to je bila ta posledica, itak ta film Jima Carreya, ki ga ful občudujem kot komika, Yes Man.
me je malo spomnilo to in dejansko ta izkušnja, ko prej govoriš ne in pol kot to viš, da nič ne delaš in ker nič ne delaš, ne moreš te svoje veščine piliti, ne. Ker se mi zdi za komika ali pa za mladega človeka od 20 do 30, da mora nujno delati karkoli, mislim seveda ne preko sebe ali pa ne da trpi ali pa da se počuti nespoštovanega, čeprav skozi vse te stvari moraš iti, ne. Ker te to ojača in rataš boljši, pač mi komiki imamo eno srečo, da imamo ful slabih nastopov. Res, to je res dobro. Ne vem, jaz se spomnim enega nastopa v Mariboru v enem lokalu, kjer me je gledalo 7 ljudi in na eno šalo se ti je en smejal in še to ne veš, ali se ti je posmehoval ali se ti je smejal in če tle ne nehaš. Mislim, veš, koliko prideš enkrat pred polno dvorano jurja ljudi ali pa 500 ljudi ali pa ti lahko delaš, ne? Ker mislim, da recimo, ko gledam dramske igralce, sploh mlade, oni pridejo z akademije in grejo v neko gledališče in načeloma prvi stik je razprodana gledališka dvorana, kar je ful lepo in ful dobro, ampak on nima teh izkušenj iz lokalov, kjer trpiš, ampak glih tam se izoblikuješ, da lahko pol pač, mislim, imajo pa druge, imajo odlično tehniko govora, igre, imajo druge pač vrline, v katerih so boljši, ampak mi komiki smo pa iz ulice in pač nas ne more nič presenetiti, mislim, da tako smo doživeli že marsikaj, no. Tako da ja, zdaj sem rad yes man, oziroma ja človek in se ti obrestuje, ja, v tem smislu, da pol prideš v ta leta, kjer mislim, da sem zdaj tako 30 plus, da imaš nekaj za povedati, da hočeš nekaj povedati, ampak tudi znaš to povedati, ne. Ker zdaj sem 10 let rezal čebulo in zdaj, ko hočem narediti golaž, mislim, znam že rezati čebulo, ne bom se zdaj obadal, tu moram zdaj nasekljati čebulo, ful bo neki veliki kosi, ne, to bo zdaj na secko, no, ful bo že, zdaj lahko povem, ne. Pa tudi, ko si mulc, imaš nekaj za povedati, imaš pač svojo perspektivo življenja v 20 letih. Tisti, ki so starejši, jih absolutno ne zanima, ker so to dali že skozi in greš mogoče celo na živce, ne. Ampak gled, to je tvoje življenje, takrat nimaš kaj, ne. Ampak jaz se vidim dobro v tem, da pa nekaterim stvarem na začetku rečeš ja, ker se mogoče prek tega tudi najdeš in vidiš, kaj ti ne ustreza sproti, to mi ni všeč in se znaš pa odločiti oziroma videti, da boš pa v prihodnosti rekel ne. To pa res ni tisto. Ja, mislim, izkušnje rabiš in moraš govoriti. Spomnim se, da veš, ko se sprašuješ, kaj bi delal, to je ful težko vprašanje, zato ker ti imaš milijon možnosti in ti se ti moraš odločiti za eno, kaj bom delal. Ja. Ful je boljša druga taktika, ko si mlad, kaj ne bi delal. In od teh milijon možnosti jih lahko pol milijona vržeš proč in je ful razbremenjujoče. No? Tako da to tako perspektive vračati pa se učiti sproti, mislim, božja duša. Imaš prav, ja. Me pa še zanima, zakaj ravno Avstralija? Ker je ful daleč. Čim dlje. To mi je Juš Milčinski mi je rekel, zakaj pa ni šel samo v Ajdušno? Sem rekel, zato ker prijem na en štop lahko domov. Ne? Zdelo se mi je tako, da moram iti res daleč, da bo res težko, da res nobenega ne poznam, da sam sebi dokažem, da zmoram. Ali pa da se preizkusim, da zmoram. Pač dejansko, jaz sem šel dol in sem imel za 3 dni rezerviran hostel in še to na 3 različnih lokacijah, ko sem rekel, da malo vidim, kako je en pol budala, sem z unim pač kufrom čez cel Melbourne hodil. To je ful napoveš, ker šparaš cash, nimaš ga, vse se mi je zelo drago. In tam res da življenje na preizkušnjo, ker tle se vsi poznamo. Načeloma, če imaš dobre odnose z ljudmi ali pa z družino, pač te bojo rešili. Mislim, komod ga bluziš 10 let in boš nekako preživel, neki tam doma se svalkaš, foter skuha, greš pojest, mama ti opere. Mislim, tako res grozno razvajen si lahko v Sloveniji. In sem hotel biti sam, da vidim, ali sem res toliko nesposoben, kolikor mislim, da sem, ne. Ker moja samopodoba je bila kar skrhana, ne. In pol tam si dokažeš, da zmoriš, in se naučiš postaviti zase, ne. Pač tam sem gotovo, da če se ne bom postavil sam zase, bom dejansko umrl. Mislim, fizična smrt je dejansko možnost. Ja, pač, kle ni, mislim, kle te bojo prijatelji obvarovali, zdaj spet pravim, odvisno, kakšen človek si in kakšne odnose imaš z ljudmi, ampak ja, tam je ta opcija ful večja in ti vžge ene druge mehanizme znotraj sebe, ki niti ne veš, da jih imaš in se mi zdi ful dobro. Pač mene je to izoblikovalo in danes sem kle tudi zaradi tega. Ne bom rekel samo zaradi tega, ampak tudi zaradi tega in sem si ful hvaležen, da sem šel. Ja, zagotovo je to vplivalo. Pa imaš kako tako ful slabo izkušnjo iz Avstralije? Ne ful slabo, ampak Melbourne je recimo 40% so grškega porekla. Grki so tam kar glavni, imaš te suvlaki se na vsakem koraku in med drugim sem delal tudi za Grke.
Seveda sem šel najprej delati v italijansko restauracijo, ker je bil ta prednost, da sem znal italijansko, oziroma za njih dovolj, da rečem, da znam italijansko. Poleg tega govorim še srbo-hrvaško, slovensko in pač angleško, tako kot se mi zdi, da vsi mladi na nekem minimalnem nivoju. In Grki so kar, mislim, z njimi delati, to je mislim, nevarno, itak prvo, ne. Drugo je pa zelo težko, ker oni znajo ful dobro postaviti se zase, zelo so strogi, zelo so taki tako gledaš te filme, ki so, ne vem, italijanska mafija, tako je grška mafija in imaš tam malo vaje, pa ful so taka močna skupnost, ne, in valjda oni za skupnost bo naredili vse, ti si en tujk, ki prideš tja in se moraš absolutno podrediti oziroma prilagoditi, biti spoštljiv. In to, da sem na koncu šel domov predčasno in ker oni so mi takrat želeli, da bi delal celo poletje, ker oni, ko je poletje v Evropi, je tam zima, ne. In oni čez zimo valjda grejo v Evropo, ker je lepše, grejo v Grčijo in polen more voditi ta šop oziroma moraš delati tam, ne. In so računali nami, jaz sem pa pač tudi gledal nasedle, jaz sem šel domov, zato ker sem se tako odločil in na koncu so mi vseeno dali ta denar, ki sem ga zaslužil, ampak on je rekel, jaz ti dan sem zato, ker te spoštujem, ker si bil toliko prijem delal, ampak komod ti ga ne bi dal in komod tole jaz to zapijam v enem dnevu, če hočem. Vem, znam. Tako da mislim, to, da postaviš sebe na prvo mesto, se mi zdi kar pomembno. Pa niti ne ta egoistična, tako da druge tlačiš dol, ampak prav ta, Bog je najprej v sebi ustvaril brado, se mi zdi, da je to ful pomembno, ker če si vzgojen tako, kot sem jaz, ne, da se razdajaš za druge, na koncu ostaneš sam, brez energije in ljudje ne cenijo tega, kolikor ceniš ti to delo ali pa da se za nekoga trudiš in ni v redu, ne, ker če si pol ti pač opolnomočen, lahko pomagaš drugim, če pa ne, pač se skuraš in zginaš, ne. Tako to mi je dalo, recimo. Zelo lepo. Lepo si tole zapakiral skupaj. Ja. A se to kaj nanaša na to, da si ravno kar izdal svojo pesniško zbirko Steklena glava? Veš kaj? Si vedno to čutil v sebi? Ja, mislim, meni se zdi, da ta nek, se reče, kako postaneš Slovenec, ne, zasediš drevo, greš na Triglav, pa izdaš pesniško zbirko, ne, in to svoje dejanje z enim očesom ga mal ne obsojam ali pa tako preziram to izdajo, te pesniške zbirke, kar je ful težko, če hočeš to promovirati pa nekomu prodati, ne. Ampak to sem bolj naredil za enega žana iz preteklosti, ne, ker sem pisal že v osnovni šoli, pa v srednji, pa pol na fakulteti, pa celo obdobje v bistvu nekaj pišem, ker se mi zdi ful zabavno skladati neke besede skupaj v nekem zaporedju, da nekaj pomeni ali pa kaj zbudi to človeku, tako gledam to na neko programiranje, ali da to zbudi smeh, ali sočutje, ali pač moje notranje občutke ponazori. In tega sem bil kar dosti, ne. Pa če sem tam ene škatle polno enih papirjev napisanih, pa knjigic majhnih, pa velikih, ker mi komiki stalno pišemo. Pač to je pravilo komika, da moraš stalno nositi beležko s sabo in kemik. Ne uporabljate telefonov? Ja, saj to. Zdaj s to tehnologijo imaš telefon, lahko posnameš glasovce ali pa si daš za beležko, ne. Ampak včasih pač, jaz sem še takrat, ko smo imeli na tipke telefone, ne, ali pa sem hotel imeti ful slab telefon in hotel sem tudi pisati zaradi neke te izkušnje, ker ne vem, tudi eno obdobje sem pisal dnevnik, tako 2 dnevnika sem popisal. Ja, ker sem izdelal, nikoli tega nisem delal in spet sem pisal z neko patetiko, pač jaz neverjetno zmoram sebe gledati, kot pač tam eno pikico patetično, ampak kar delam to naprej, ker sem si tako, glej, Žan, ti si lahko misliš, kar hočeš, ampak jaz bom to delal, zato ker moram to probati, moram videti, kako to zgleda. Imaš take notranje krege samo. Ja, ker pišem dnevnik, se počutim kot ena 13-letnica, dragi moj, nimam tega besede, ampak tako počutim se, zakaj to delam, ampak po drugi strani sem spet veščina pisanja, ne. Ko sem začel pisati, sem rekel 1 stran na dan, to A5. Okay. In to sem pisal ful na veliko, tako da je bilo čim prej konc. Ampak čez par dni, ko prelisteš, to je bilo na drobno, to je bilo vse polno, vse kotke sem zapisal. Ja, ker se ti veščina izostri, imaš več za napisati, odpreš se bolj. Pa predsodek si izgubil, da to delajo samo dekleta. Ja, exactly. In spet ne vem, kaj je bilo izhodiščno vprašanje, tako da sem se spet izgubil. Pisanje pesmi, ja. In
Potem sem to pokazal tej oblikovalki, ki je tudi zdaj oblikovala Manca Filipič z Janom Jordanom Filipom Frangišom, to je polno ime. In je bilo ful cool in je to ona nekaj naredila in potem sem to videl prvič v neki oblikovni obliki in sem rekel, ja, si to bila res pesniška zbirka, ne. Nisem pa hotel izdati samo založbi, ker se mi je zdelo, še en, ki se je izdal pesmi, ne? Pa tudi nisem hotel, da so mehke platnice, ker točno tako izpade, kot da še v roke, še en, ki si je natisnil pesniško zbirko. To imaš prav, ja. Tako da ima pač trde platnice, pa Manca in Jan sta res lepo oblikovala, tudi konceptualno, vsaka stvar stoji na svojem mestu, vsaka stvar ima nek pomen. In tako ponosen sem na to, pa to sem naredil za enega žana iz preteklosti, ker se mi zdi fajn božati sebe v preteklost, pa zadovoljiti neke želje, ki si jih imel in jih ne ignorirati, kljub temu, da si starejši, pa tega mogoče ne čutiš več toliko, se mi zdi fajn zase za nazaj. No. A si mogoče v dnevnik napisati, da si želiš izdati svojo zbirko? Ne, mislim, da ne. Mislim, ful enih stvari dejansko si želim, pa niti ne vem, da si jih želim, ali pa se mi zdi, da si jih želim, pa si jih ne priznam. In se mi zdi te stvari, da ne smeš ignorirati in da ne smeš tlačiti dol, ker nekje butne ven. In zdaj se mi zdi, da si dovolim in zmoram in me ni sram, ne? Ker mene je blazno sram v življenju za vse stvari. Tudi to, kar nastopam, tako ljudem ni jasno, kako lahko nastopam na odru, pa me je sram. To tudi jaz zdaj ne razumem. Ja, veš kaj, jaz sem se tresel včasih, ko sem šel na odr. Ja, sem pol na odru, mislim, kar gre, ne, ker na odru vem, kaj početi, ne, jaz ne vem, kaj početi v življenju, ne, pač v življenju sem zgubljen, ne, ampak jaz na odru kar vem, kaj moram početi in kaj je moja naloga, ne, in se počutim ful domače in tudi najbolj iskren se počutim prav na odru. Meni se zdi, da kar dam na odru, da tisto sem jaz, kar povem na odru, to jaz res mislim. To je spet ena borba s psiho, ker se ti ljudje smejo, ti pa si noter, jaz to resno mislim. Ampak to je smešen del in spet ta nek patetičen pol v privat življenju. Ampak ja, se mi zdi biti iskren do sebe in si priznati, kaj si želiš in da ne s tem škodiš drugim ljudem ali pa tudi sebi, da je pol to okej, no. Še imaš kakšno tako neuresničeno željo, za katero veš? Ja, valjda, mislim iti na Triglav pa zasaditi drevo, ne? Da boš ta prav Slovenc. Da bom ta prav Slovenc, ker sem imel tudi s tem kar težave, kaj sploh sem, ne? Čeprav sem pol poznejših letih dojel, da se tako najbolj počutim Krašovca, no? Kljub temu, da za Krašovce govorim po ljubljansko, ne? Ker sem od 15. leta v Ljubljani, pa foter je Ljubljančan, ne? Tako da imam dve predispoziciji, da znam dobro zakamuflirati svojo krašovščino. Ma želje, ja, mislim, predvsem pač itak to potovanje, te neke influencerke, no, to bi rad bil, potoval, pa kako pijem kavo, pa ne vem, meni se zdi, da ta nek notranji mir in zadovoljstvo in karkoli ti ga povzroči, naredi, ne, ker že tako težko najdemo notranje zadovoljstvo pa mir, da se mi zdi nič več patetično, tudi pisanje dnevnika. Ne obsojam nikogar, karkoli dela, če ga to veseli, ker res težko najdemo, kljub vsemu izobilju, ki ga imamo, res težko najdeš stvari, ki te zadovoljujejo in če te zadovoljuje zbiranje znamk, zbiraj znamke, mislim, whatever. Ja, pa pomembno je povedati, da ni nikoli prepozno. Ni treba vse takoj pa v otroštvu to začeti, zato ker potem najboljš, ampak tudi potem lahko, ne? Se strinjam s tabo. No, recimo, upisal sem se na tečaj francoščine in zapravil obilo denarja, da ne znam reči nič. Ampak glej, sem probal in sem šel, kupil sem si kitaro, probal sem in sem gotovo, da raje kot da ratam zelo, mislim, povprečen iz slabega kitarista v povprečnega, da raje ratam vrhunski stvari, ki sem zelo dober in sem pol prodal to kitaro. Ampak probal si, ne? Probal sem, ja, in še bom to delal naprej, no. Ker iz stališča poklica, ne, pa to, kar opravljaš, se mi zdi zelo nujno, da greš v globino in da rataš profesionalc, ampak za voljo zabave življenja pa je tudi fajn, da greš v širino, ne. In tudi lažje razumeš več ljudi, ker
mene zanimajo tudi lovci, mene zanimajo tudi gasilci. Pač res razmišljam, da bi se upisal in v lovce in v gasilce, ker če nisi del te skupnosti, oni te ne sprejmejo kar tako. Ne? Oni ne razumejo, da si ti samo en zvedav človek, ki si želi samo popestriti življenje in jih boljše razumeti, ampak ti si en tujek spet, ki ogrožaš njihovo trdno skupnost. In z tega stališča pač jaz mislim, da bom član vseh društev. Pa imaš pa dolg seznam. Ja, sej. Pa si za kakšno vlogo, recimo, se podal kako raziskovanje, poklica, dejavnosti, karkoli? Ne, in poznam tudi razloge, zakaj ne. Zakaj ne? Prvi je ta, da komikov ne jemljajo kot neke resne študiozne igralce. Drugo, tudi nimamo tega znanja, ne, kako to početi, kljub temu, da ne vem, sem pregledal kar nekaj teh masterclassov igralcev in teh tehnik in metod do vlog. In potem takem nam tudi ne dajo nekih vlog težkih, ne, oziroma študioznih. Če pa že, je pa težava v Sloveniji, da se snema kar hitro in nimaš niti časa za to. Zdaj nisem še nikoli snemal zares celovečerca, sicer igrani dokumentarni celovečerec, ampak si tam bolj kot nek kulisa pripovedovalcem in neki zgodbi, ki je že znana in jo samo naslikaš, da ljudje imajo kaj gledati zraven. In ker mislim, da že profesionalni igralci v Sloveniji nimajo dovolj časa, da bi, spomnim se zdaj recimo filma Ivan, ne, kjer je, mislim, da Maruška Majer, je Tamburger kar rekel, zdaj bo žela samo to in se res ful dobro pripravlja in se je to pol tudi poznalo na izdelku. Kle smo pač komiki še v slabšem položaju, da si izborimo to. No. Ampak ne vem, če bi bil kuhar, ne vem, če bi šel zdaj delati prav kuhnjo, ali pa ja, mogoče. Sam ne vem, če bi rad to trpel, ker sem že delal v kuhnji in delal v strežbi in je kar grozno, no. Moraš kar ustvariti tam je zelo črn humor, no. Ker je, ja. Si spet, imaš slabe spomine. Mislim, slabe spomine. Veš kaj, ker si ti star 20 let, si tak neizkušen, pa mulci, pa jaz sem kar občutljiv, sem kar občutljiv. Jaz se trudim, da nisem toliko občutljiv, da nisem toliko zamerljiv, in pač kuhna je, mislim, noži niso najbolj ostra stvar, ki te zadene v kuhni. Ampak, ko si prej omenil, da se komiki torej, da ne grete v neko širše spoznavanje teh poklicev od tega, sem zasledila, da so vas zelo spraševali, kako lahko igrate fantovščino, če še noben od vas ni imel fantovščine. Ja, zato ker je, mislim, fantovščina... To je predstava, ne? Ja, to je predstava z Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom, zraven je pisal še režiser Dejan Batočanin. Veš kaj, vsi mislijo, da to je ta fantovščina, neka ta moška, gremo prpeno škorne, pa križ na hrbet, pa ne. Ampak v resnici je predstava o moških čustvih, ne, kjer ima en pogled, kako biti čim bolj složen žensko, drugi, kako biti še zmer ti, pa iskati neke druge izhode, pa sem pa klej jaz, ne, ki se pa to sprašujem, pač jaz, moj nek leitmotiv mojega dela zadnjih 10 let je besedna zveza ne vem. Ne vem, ampak si želim izvedeti in dopuščam si vse možnosti odprte, ne? Whatever, ne? Ali to, da bom s ful starejšo žensko, ali da bom s ful mlajšo, ali da bom z enako staro žensko, ali da sploh ne bom žensko, ali pa da bom z moškim, vse si dopuščam, ne? Ampak to je komik pomisli na karkoli, sicer ne gre pol v dejanja, zato ker pač ni zmešan, ampak mi komiki res pomislimo na vse, ker je to zabavno, pač meni je zabavno pomisliti, ne vem, kako živeti ne samo z enim moškim, ko je bilo, če bi 3 moški živeli, veš, dajmo to videti, ne, ali pa kako shendlati neke stvari z žensko in ta predstava je prav o tem za vse, no, za poročene, za ločene, za tiste, ki so ravno kar se poročili, za tiste, ki se bojo, za tiste, ki so samski, res smo lepo zaobjeli, se mi zdi, da ne bom rekel vse, ampak skoraj vse spektre skupnega in samskega življenja, prednosti in slabosti, ne, ker vsaka stvar ima dobre in slabe lastnosti. No. In tudi v življenju se dostakrat odloča na ta način, da vržem stvari na papir, pa dam pluske in minuske, pa jih pol napišem v eno pa v drugo stran, pa pol te pluske še vrednotem, ne. Ker en plusek ni enak drugemu plusku, ne. En plusek ti je ful bolj pomemben kot en drugi. Ja. Veliko pišeš. Očitno res je. In prav zadnjič sem se sprašal, ker mislim, v zadnjih letih kar precej pišem in sploh nisem dobro pisal, iskreno. Res sem bil slab, pa tudi zaenkrat sem soliden, bi rekel, no. Nisem več slab.
ker mi je to dala to, da pišeš ful, ti daj eno več. Rateš malo boljši, če si res idiot, če boš ti napisal 500 kolumn, boš malo manj idiot. Ne. Pa tudi ful sem bral, ne. V zadnjih 2 letih sem prebral, mislim, da 50 knjig, ker je za enega bivšega fuzbalera kar ogromno. Ne. Pa zdaj so mi rekli, da nekaj govori, da si bivši fuzbaler, ker je že preveč časa preteklo, pa preveč si že naredil drugih stvari, pa prebral, da si lahko rečem že kaj drugega. Ja, in s tem pisanjem, zdaj sem sodeloval pri Nikoli ni prepozno, ne, to je nova predstava, ki jo dela Mojca Fatur v City teatru in so me povabili zraven k projektu, da sem spisal ene dele. Ja, in se kar zgodi, ne, veš, ker imaš toliko za sabo že, da zmoreš, ja, in ko daš na papir, vidiš. In to tudi meni pomaga, ker jaz vse svoje slabosti se mi zdi, da moraš obrniti, da je tvoje najmočnejše orožje. Ne. To, da jaz nisem zorganiziran, se pravi, se moram zorganizirati. In to, da jaz v glavi ne vem, kdo sem in kaj sem in kam hočem in da moram to vršiti na papir, da bom razumel, je to prednost, ker če bi jaz to že vedel v glavi, ne bi rabo tega vršiti na papir in ne bi nikoli toliko pisal. Ne. Tako da v bistvu pišem zato, da samega sebe boljše razumem. Ne. Tako da slabe stvari niso nujno slabe, ampak ne smeš biti len, ne. Pač moraš delati. In jaz sem ful len po naravi, meni se res ne da. In to je v bistvu največja bitka samim sabo, da kaj delam. In pol na koncu gotoviš, da preveč delaš, to je tak paradoks življenja, da ti ne moram povedati. Jaz poguglam Žan Papič in vidim deloholik, ki zase meni, da je len. In jaz grem brati tisti intervju. Ni bilo na začetku nič jasno. Ja. Zdaj, ko razložiš. Ja, mislim, glih to, ker prej sem bil ne človek in gotoviš, da nič ne delaš. In porataš ja človek, ampak ne znaš se pa odločiti. In to se navadiš, jaz to leto hočem delati manj, izbirati stvari, zato ker zdaj mislim, da sem dovolj razvil veščino in jo bom lahko razvijal tudi z manj dela. Ne. Ampak za voljo tega, da sem na to dober, sem mogel prekomerno delati. Nekje moraš pretiravati, da se ti pozna, dokler ne prebijaš neke scene ali pa se ne dovolj razvijaš. Ne. Ker ne vem, v lanskem letu v decembru sem imel 41 nastopov, ne. Dni je pa 31. Ne. Ja. Se pravi, da sem imel tudi 2 po 3 na dan. Za Božič sem bil fraj. Ne. In sem šel na koncert od Magnifica. To je bil edini fraj dan. In tega si ne želim več, ampak vem pa, zakaj sem to počel. Ker sem videl, da enostavno nisem dovolj dober. Ker vsak človek si misli, da je boljši, kot je načeloma, kljub temu, da se samo pomiluješ, pa si misliš, da si slab. Ampak obrambni mehanizem evolucijski je ta, da misliš, da si dovolj dober zato, da ostaneš pri temu in da delaš naprej, da se razvijaš. Ne. In to ni nič slabega, ampak moraš se zavedati, da če hočeš biti res dober, moraš res ful delati. Pač ni bližnic, res ni bližnic. Pač delo. To je res, ja. A so to bile tvoje novoletne zaobljube? Kar si prej omenil. Ja, za manj delati, ja. Ja. To je edina novoletna zaobljuba. Edina. Ja, zaenkrat, da bom manj delal. In hkrati sem si dal na lager par knjig, ki bi jih hotel prebrati. Ene so take, da jih bom mogel prav preštudirati. Pa par enih teh masterclassov bi rad prebral, pa tudi šov in za pisanje in za igro. Se mi zdi, da moraš stalno vlagati vase, da si boljši, no? Ker to je edino, kar imam, ne? Sebe imam, ne? Vse ostalo mi lahko poberejo. In hočem priti do tega, da tudi če vse zgubim, da imam neko veščino, s katero lahko spet zgradim vse. In tudi če še enkrat vse zgubim, da imam še zmeri to veščino, da lahko spet vse zgradim. Ja, to ti ostane. To je res, ja. Tudi meni se zdi pomembno, da vlagamo vase. Ja. Pa to, da si delal. In se mi zdi, da ta neka skupna točka Slovencev je prav delo, no? Ker vidim, da imamo neka različna politična mnenja, imamo različne okuse, vse, ampak vsak ceni delo. Pač jaz sem videl ful nekih različnih ljudi sem spoznal in prvo je to, če ti njim pokažeš spoštovanje, bo tudi oni tebi in če boš delaven, mislim, vsak me še povabil naprej ali pa me je sprejel, ko vidijo, koliko zares delaš. Ne. Ker se mi zdi, da se tudi ta trend dojemanja komikov, da so neki lufteri pa drugeraši, ne. Mislim, tako grobo rečeno, pa ful posplošeno, da se zdaj dojema, da je pač humor vseeno matematika, pa da zahteva ful enega dela v ozadju. Itak, ja. Da tako neko spoštovanje vseeno dobivamo no, z leti v Sloveniji. Vseeno me pa še zanima, kakšno je delo 3 komikov naenkrat, zdaj, na primeru vaše fantovščine. Moram ti povedati, da že 2 komika skupaj je kar naporno, 3 pa še bolj, ne. Ker je 3 egoti, ful smo veliki egoti, vsi 3.
In moramo res si izkazati ful enega spoštovanja med seboj in to je ključno, da smo uspeli sploh spraviti predstavo na oder in da imamo toliko ponovitev za sabo, da smo od 1. aprila do konca leta naštepali 65 ponovitev in se nismo skregali vmes. Ne, niti enkrat. Ne, niti enkrat. Mislim, si poveš stvari, si poveš, kaj te moti, kaj bi rad drugače, ampak vse spoštljivo in tudi se zavedamo, da pač je to naše delo in da če se skregaš načeloma pol konc, oziroma je to ful težje delati, oziroma se tam neki gledati med sabo. In fajn je, ker smo ti različni komiki, vsak ima nek svoj način humorja in pol je to, vsi zato pa imamo toliko ponovitev, ker vsakega zabava vsaj eden, ne. In to je prednost, kadar je kolač iz 3 ponivl, ne. Ker če ti pistacija ni všeč, ti bo pa mogoče vanilja, ne. Če imaš samo en kolač z vaniljo, pa ti ni všeč vanilja, pol pač mi nismo zate, ne. Oziroma en ni zate, ne. Tako da potrpiš v njih par minut, pa prije en drugi komik, pa se tudi igrani deli vmes. Tako da je, mislim, prav fajn smo, pa fajn je, da je avtorska zadeva, no. Ker res lahko narediš tako, kot si mislil in pol to počasi brusaš in se projekt se kar sam sestavlja, sam ga melješ in kar pade nekim porat, to je zdaj to in to zdaj mi ven kažemo in smo ponosni ful na to. Ampak to je dobra finta, v bistvu sem si zdaj prišla gor. 3 komike, ne, vsak bo nekoga pritegnil, ne? Verjetno privabiš tudi veliko več ljudi. Seveda, ampak če vprašaš Gašperja Berganta in če si predstavljaš, da ta denar ne bi delal v Stremi. Ja. Mislim, mene to ne moti, on je ful bolj kapitalistično usmerjen, tako da ga razumem, ampak je pa tudi fajn, da nisi sam na poti in sam na odru in sam v zaodrju. So tudi druge prednosti, ki so pač se monetizirajo v dobrem občutku in ne na bančnem računu. Bom pa še malo skočila. Veš, kaj me še zanima? Kako se počutiš na drugi strani mikrofona, glede na to, da z Gašperjem vodite tudi podcast Femiči? Ja, če misliš na drugi strani mikrofona, da jaz sprašujem... Da danes malo veliko več govoriš, ko vas več. Ja, da sem spraševan. To sem se prav zavestno odločil, da se bom prepustil, ker videl sem predosti in voditeljih in novinarjih, ki ponavadi sprašujejo, imajo radi vajeti v svojih rokah, in se pol počutijo tudi nelagodno, kadar morajo kar spustiti in zdaj morajo oni plavati v morju. Zdaj so pa oni ta človek v morju in niso več ali mornar ali imajo štrike v roki. Tako da sem prav zavestno izgubil ta občutek, da se počutim nelagodno. In mi je okej, ker pač neko kar visoko na moji lestvici v življenju je to, da hočem biti čim bolj iskren ali pa vsaj pristen, no, ker itak zares ne vem, kaj sem pa kaj hočem, ne? Ampak vsaj to probam izraziti. In od tega imamo nekaj, ne? Če bi jaz tebi nekaj lagal, kaj bi imela mi dva od tega, ne? Kaj bi izgubljala čas in jaz in ti in poslušalci s poslušanjem tega. Pa tudi, če lahko kakorkoli pomagam nekomu, da se bo boljše počutil ali pa lažje živel, se mi zdi to smotrno narediti tudi za voljo sramu, ne? Ker sram je res kar močen pri nas. Mislim, jaz pri sebi to opažam in se mi zdi, da zmeraj bolj ugotavljam, da smo si ljudje zelo podobni med sabo, ne. Se pravi, da imamo neka podobna hrepenenja, pa podobne strahove. In pol si rečeš, sonce bo čez 3 milijarde let ali ugasnilo ali eksplodiralo, ne, pa že takoj, ko umreš naslednji dan, ful ljudi pozabi na te, pa vseeno, ne. Se pravi, da bom za voljo tega sramu pač delil sebe, da bomo vsi se imeli boljše. In ja, fajn je biti tudi na tvoji strani, ne, na novinarski, ker ful zveš o ljudeh, pa če jih pustiš govoriti, zveš nekaj novega, ne? Ker če govoriš načeloma stvari, ki jih veš, oziroma si jih že slišal. Tako da danes sem blazno nekaj pameten, bom ful malo stvari izvedel, ne? Ker pač govorim večino jaz. Vse je okej. Sam se mi pa zdiš ravno tak radoveden, da se mi zdi dobro, da si tudi na tisti strani, torej da sprašuješ. Ja, in sem bil odvedno, vedno sem bil ful radoveden, ampak problem je glih ta, ker ljudje tega niso dojeli, so mislili, da se zafrkavam. Še dan danes, pa res je kar tanka meja pri meni med kdaj se zafrkavam, pa kdaj mislim resno, ampak načeloma sem res ful navdušen ljudmi, ful jih imam rad, ful sem vesel za ostale, da jim gre dobro ali pa da so dobri v nečem in se probam iz tega nekaj naučiti, ne. To je ful dober, ja. Ja. Tako da mi je fajn biti na obeh straneh. No. Mislim, rad se izražam preko komedije, preko drugih del, ne preko govorjenja, ker pač zdaj se klep pogovarjava, ni to zdaj neki izdelek, kjer sem jaz doma se ful potrudil ali pa ima neki večji impact, mogoče ga celo manj nekoga, ne.
ampak pri poslušanju pa ima name zelo velik vpliv, karkoli. Glih včeraj recimo sem poslušal 5 podcastov in to Slovenci, ja. Sicer dam krat 2, to ful hitrejše mine. Mislim, ful več lahko konzumiraš 2-krat več v istem času. To pa še nisem poštudiral. Ja, sicer zgubiš to neko lepoto govora pa muzike v to, ampak jaz sem vedno hlastal za informacijami. Pač od nekdaj nisem bral zaradi leposlovja, sem bral zaradi vsebine. Se pa v zadnjih letih moram reči, vedno bolj obračam proti leposlovju, ker zanimivi izrazi ali pa stavki ali pa povedano nekaj drugače na prefinjen način me blazno bolj zabava kot sama vsebina. Ker komiki načeloma smo vsebino doživeli že na različne načine. Mislim, veš, sploh imaš črne večere, ti greš v najbolj zmešane sfere človeškega uma in te več nič ne more impresionirati. Mislim, impresionirati, ampak šokirati. In tudi časih kot komik se mi zdi, smo vsi hoteli nekaj sam šokirati. Zdaj pa hočemo nekaj povedati, pa tudi se mi zdi, da lahko iste stvari povemo na prijazen način. Ne rabimo biti žaljivi, ali pa ene stvari lahko povemo bolj zabavno, še bolj pretkano. In to me zabava. Ful dobro. Sam, tako si že pa prej omenil, se pa bojim, da včasih samo zato, ker ste komiki, potem neke besede oziroma vas ne dojemajo tako resno, ne? Kar si že prej se mal navezal, da niso mislili resno, kaj si že tisto zapisanje ali kaj že? Ja. Mislim, nasplošno, se mi zdi, da toliko delam že, pa toliko stvari sem dal od sebe, da nekako okolica dojela, kdo sem ali pa kako delam in tudi nimam več težav z neko samorealizacijo ali pa z neko potrditvijo. Zase sem dobil dovolj. Mislim, jaz sem tako, vem, kdo sem, vem, da ok, pišem, vem, da sem tukaj zabaven, vem, da sem nisem in vem, da enim sem. In ko delaš toliko časa in dobiš dovolj potrditev, se nekako pomiriš in se res lahko posvetiš svojemu delu in začneš dajati ljubezen. Ker se mi zdi, da v prejšnjih letih sem ful, dajte me radi, ful iščeš to potrditev, sem tako, ne, jaz sem cool, jaz lahko imam zdaj vas rad in pridite vi k meni, jaz vas bom imel rad. Ja, to je ful pomembno. Ja, in ful lepo in ful pomirujoče. Pa verjetno delaš čisto drugače potem, ko enkrat to dosežeš. Ja, ful se lahko posvetiš tej svoji veščini in se izoblikuješ in oblikuješ produkt, kot ti sam hočeš, ker se ne obremenjuješ več s tem, da mora biti hitro, da zamuješ nekaj, da hočeš nekomu ustreš, ampak ne. Jaz vem, kaj hočem in bom zdaj tako naredil, da boste tudi vi dojeli, kaj je smisel. Zdaj pa greva še za zaključek na hiter izziv, v katerem moraš dokončati moj stavek. Ok. A z eno besedo ali? Na kratko. Ok. Moj najljubši zajtrk je? Kava in nič drugega. A res? A ne zajtrkuješ? Ne zajtrkujem in nikoli nisem maral zajtrkovati. Tudi v šoli, ne rabim. Kava in sem najbolj srečen človek. In ravno sem te hotela vprašati, najbolj srečen sem, ko pijem kavo. A daj. Moja prva služba? Moja prva služba, kelnarjenje. Pa še pica. Pa. Ja, pa vožnja pice, pa pomivalnica, pa kuhna. Vse te. Se mi zdi, da kot mlad človek moraš iti kidati gnoj in tudi ti ga kidaš, ker so ga že drugi kidali, ko so bili toliko stari kot ti in tako dobiš spoštovanje do sočloveka in do sebe v končni fazi in do dela. Tako da nujno. Sprostitev najdem v? V morju. Ja? Ja. In pa še za konec, ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo? Da sem kar okej. Kar okej. Ja, mislim, da že cenijo to, da se trudim, no.